tako zelo stilno vedno izgledaš. Hvala lepa. Sem opazila, da imaš tak z rokami. Te, ne? Ja, Te ja. kretnje, ja, to so čisti iz arabskega plesa, ne? Ja, ampak kako ti to res nekako zleze pod kožo, ne? Ta gracioznost, ne? Da niso ti trdi gibi, ampak da postane dejansko ženska zelo mehka, pretočna, taka graciozna. Pa ko slišim, da tako lepo govorijo, taki izrazi, kot si Ja. ti, to mi tako paše. Na kaj bi svetovala ljudem, mogoče tujcem, ki prihajajo in se učijo slovenski jezik, da bi tako lepo začeli govoriti? Pomembno je, da se zavedajo, da že to, da osvajajo nov jezik, je dodana vrednost. To je, jaz gledam vedno z velikim spoštovanjem do kogarkoli, ki v drugi državi se uči jezika, ki ni njegov materni jezik. Mogoče zaradi tega, ker sem jaz odraščala v Nemčiji, sem rasla z nemškim jezikom gor in sem potem kot 10-letna deklica prišla v Slovenijo in sem se v bistvu takrat začela učiti slovenski jezik. Jaz sem govorila slovensko, ampak zelo slabo. Slovnično, popolnoma nepravilno. Ja. In potem sem se učila slovenski jezik. Morda pripomore k temu, da se tisti, ki pride recimo v Slovenijo, da se veliko pogovarja, naj ga ne bo sram, tudi če ne pove prav, posluša, kako drugi govorijo, si mogoče kaj zapiše, predvsem pa branje. Ne, da bereš slovenske knjige, da si mogoče tudi spet označiš neko, ne vem, besedno zvezo, ki ti je všeč, pa si jo probaš zapomniti in potem tako nekako gradiš bogastvo besednega zaklada. Ne? Ker če se samo gibaš v enem krogu, kjer vsi govorijo nekako enako, ne prestopiš tega okvirja. Če pa ti bereš, pa mogoče si še kaj označiš, pa si kako stavek besede zapomniš, pa se potem s tem tudi pogosto ljudi, ki delajo na televiziji ali nastopajo, znajo govoriti, ampak ne znajo poslušati. Ti pa znaš obe stvari. Kako si tega se naučila? Ker je to veščina, ki se je ne učimo. Dejansko pa je prav poslušanje temelj dobre komunikacije. Nimamo zastonj ena usta pa dvoje ušes. Torej več poslušaj, manj govori. Dragocenost aktivnega poslušanja pomeni, da se res fokusiraš, osredotočiš na to, kar ti sogovornik govori. Da mu daš ti res prostor in čas, pozornost, da on pove, kar želi povedati. Ne, da si ti fokusiran na to, kaj boš ti odgovoril, ampak na to, kaj on govori. Ker potem lahko ti, ko si res ponotranjo, kar ti sogovornik govori, se globje povežeš z njim, ga začutiš in šele potem, ko ti ponotraniš, kar je povedal, daš svoj odgovor. In tako se gradi komunikacija od srca do srca. Dobro. Kako si odločila za svojo oddajo? To je v bistvu bil splet zanimivih, bom rekla, okoliščin, ali pa lahko bi rekli sinhronitet, ko te ena intuitivna odločitev pelje k drugi odločitvi. Po intuiciji sem se odzvala enemu povabilu, sem tam spoznala ljudi, ki delajo na tej televiziji, so me povabili kot gostjo v eno njihovo oddajo. Producentka me je začela spremljati, moje bloge, kaj v bistvu delam, kakšna sem kot ženska, in je dobila idejo, da bi oni na televiziji imeli oddajo za ženske in da bi jaz bila ta tudi voditeljica, in smo se dobili, smo se povezali, smo se pomenili in tako je v bistvu se rodila oddaja Pristna ženska. Vsaka čast. Hvala. Nikoli nisi se bala kamere, ker včasih ljudi se bojijo? Očitno ne. Očitno je to nekaj, kar mi sede naravno. Res je, da imam že veliko nekih, bom rekla, javnih nastopov za seboj in da je to zdaj bila nadgradnja. Ne? Če bi to kar tako odstopila v televizijsko zgodbo, najbrž bi bila zakrčena, nesproščena. Zdaj pa imam za seboj toliko nekih odrskih nastopov, vem, o čem govorim, vem, zakaj mi ta oddaja toliko pomeni, in se res lahko dam cela sproščena, lahkotno stopim v to zgodbo, pripravim se na vsako sogovornico in potem, ko ta pogovor steče
odpade tudi ta misel, da so okrog tebe kamere. A pristna ženska, to je taka autentična. Ja. Kako je prišlo do tega naziva in mogoče kakšna ideja, mogoče si že jo imela prej in to je tako se razvilo? Producentka je imela v mislih oddajo za ženske. Ampak ženska v svoji, bom rekla, pravi ženstveni moči. Torej, da se ne pogovarjamo o ženskah, ki ostajajo v vlogi žrtve in ne o ženskah, ki vehementno udrihajo po vseh okrog sebe, po moških, po otrocih, po službi, po družbi. Ampak ženska, ki se zaveda svoje odgovornosti, ki je pospravila nek svoj notranji nemir, kaos, ki se je soočala v življenju z raznimi izkušnjami, preizkušnjami, ker imamo vsi svojo zgodbo v sebi, ampak ključno je, kaj iz tega naredimo, da prepoznamo, da imamo moč spremeniti svoje življenje, pogledati vase, kaj nas ovira, kakšna omejujoča prepričanja, kakšne škodljive vzorce imamo v sebi, da to prečistimo, da najdemo svoj pristni izraz, ki ga zaradi zahtev družbe prevečkrat utišamo, da pristna ženska pomeni, da polno stopi ven iz cone udobja in se svetu pokaže takšna, kot ona je, brez vlog, brez nazivov, brez titul, brez položaja, brez neke persone, ampak pristna ženska, ki je osrediščena v sebi, ki goji to lepo, mehko, nežno, sprejemljivo žensko energijo, a hkrati je čvrsta, močna v sebi, zna jasno postaviti meje, ve, kam želi iti, kakšni so njeni cilji in gre tudi strastno za njimi. S česa bi svetovala ženski začeti, da postane ta prava pristna ženska? Ta prava pristna ženska. Najbolj pomembno je, da se najprej zaustavi. Da se zaustavi, pogleda, kje je v življenju, kaj je tisto, kar jo na neki točki mogoče ne osrečuje več, kar jo izčrpava, v čemer se ne počuti več dobro, da najprej to prepozna, potem pa, da se vrne k sebi, da začne negovati sebe. Torej, ta besedna zveza, ljubezen do sebe, to ni samo všečnost ali pa miselnost, da je to egoizem, temveč je to zavedanje, da moramo najprej poskrbeti za sebe, da to ni egoizem, da nihče drug ne bo poskrbel za nas, če same ne bomo, ker če to pričakujemo od drugih, svojo moč prelagamo na zunanje dejavnike, ki so pa ves čas spremenljivi. In to zavedanje, da moramo najprej sebe napolniti z temi drobnimi radostmi, z dobrimi praksami, z vsem, kar imamo v življenju radi, in šele iz te polnosti lahko mi polno dajemo sebe. Zato je treba se najprej zaustaviti, vrniti k sebi, sebe začeti negovati in iz tega potem počasi raste boljša samopodoba, več samozavesti, bolj se osidramo v sebi in se zavedamo, zdaj sem šla na sprehod, kako se jaz zdaj dobro počutim. In potem to neguješ. Ali pa prebereš 5 strani, pa si izpišeš kako stvar, to si moram pa zapomniti, to mi pa dobro dene in to neguješ vsak dan. In tako se, ker so ključni so mali koraki, tisti na videz nepomembne, drobne koraki, ki misliš, da nič ne prinesejo, samo če jih ti dosledno vsak dan gradiš, izvajaš, se čez obdobje ustvari neverjeten učinek. In to te potem pripelje k pristni ženski, ne? Sem čisto padla noter, to, kar ti govoriš. Ti lahko vprašam o tvojih najljubših knjigah? Je kar nekaj. Da se zdaj spomnim. Vem, da ena izmed mojih prvih knjig je bila Življenje tvoje od Louise Hay. Torej nekdo, ki začne recimo raziskovati osebnostno rast, pa da ni pretežka knjiga, je to must have. Torej tam lahko začneš. Potem sem prebrala veliko knjig o ženski energiji. Ena je tudi Modrost boginje. Potem je ena izmed mojih najljubših knjig Srčni voditelj
kako lahko res iz srca vodiš. Potem Zdaj, Eckhart Tolle, malo težka, ampak je dobra knjiga. O čem pa? Govori o trenutku zdaj. Da naš preveč skače v preteklost in je navezan na to, kaj se je zgodilo in vleče te verige naprej, ali je preveč v prihodnosti, pa proba preveč projicirati in iskati rešitve za neko obdobje, za katero še niti ne ve, ali ga bo sploh dosegel. Ne zavedamo pa se, da je trenutek moči za karkoli tukaj in zdaj. Torej, to je v bistvu lahko to kot primer daš. Začel bom telovaditi v ponedeljek. Zdaj. Je najboljši trenutek. In to za katerokoli stvar. Kakšne hobije imaš? Hobijev imam pa kar nekaj. Torej, moja jutranja praksa je zdaj že vrsto let joga in joga obraza. Joga je itak ena izmed boljših oblik ne samo telesne vadbe, tudi duhovne prakse, s katero kultiviraš, harmoniziraš svojo osebno energijo, postaneš bolj pretočen, bolj lahkoten. Jaz zelo rada rečem, da jogo res delaš na podlogi, zgodi se pa, ko stopiš dol iz joge, iz blazine. Zato, ker skozi asane napreduješ, asane oziroma te telesne položaje postajajo, bolj kot ti delaš jogo, več zahtevnih telesnih položajev lahko izvajaš, ampak vedno greš malo po malo čez svojo cono udobja in takrat ti pomaga v bistvu tudi dihalna tehnika. Torej, da ti znaš predihati nekaj, kar v telesu trenutno sproži neko omejitev, ti predihaš in potem se telo sprosti in ti lahko greš čez to omejitev. In če to preslikamo potem v vsakdanje življenje, tudi v življenju se vedno znova soočamo z nekimi situacijami, kjer moramo stopati ven iz nečesa znanega, nam mogoče trenutno povzroča neko bolečino, vendar če znamo mi to predihati, lahko gremo lahkotneje, pretočneje čez in smo tudi potem mi kot oseba vedno bolj čvrsti in manj dovzetni za nemire zunanjega sveta. Znamo ostati v svoji sredini čvrsto in umirjeno se odzvati na zunanje vplive. Potem ples, tako ali tako, če drugače ne kar doma. Kolesarim. Ko se začne topla sezona, zelo rada kolesarim. In to ne kratke proge, tudi zelo dolge proge si privoščim. Koliko kilometrov? Tudi 120. 120? Ja. Kot od Ljubljane do Maribora? Ja. Tudi na drugi konec Slovenije sem že šla, recimo iz Maribora do Dobove. Dobove je čisto na jugu doli, od Brežice naprej. Kako je to po kolesarskih poteh? Nekaj je kolesark, nekaj so regionalke, tako da pač vzameš zakup. Ali pa do Gradca, ali pa do Varaždina, ali pa, mislim, polno nekih takih prog sem že prevozila, tudi na Primorskem, pa na Dolenjskem. Ja, ta severovzhodni del Slovenije sem že skoraj celega prevozila. To enkrat do dvakrat na teden grem na Pohorje. Torej vse je aktivno. Ja, zdaj, če vzamem temo branje, pa ne vem, pisanje, pa meditacija, je pa to potem ta mirni del. Tudi joga je mirna. Joga je mirna, kolesarjenje je bolj aktivno. Tada sem našla eno krasno ravnotežje med aktivnejšimi in mirnejšimi dejavnostmi, ker mi ustrezajo na mojo naravo. Ne samo aktivno, ker to te iztroši, pa tudi ne samo mirno, ker včasih pa mora biti malo adrenalina. Se mi zdi, da sem našla eno tako super kombinacijo. A kako si našla svoj hobi? Torej si probala več vsega in potem si po okusniki začutila? Ja, moram tako reči, kot najstnica je bil moj edini hobi ples. Potem sem to opustila, ko sem se poročila, sem nekako to vse pustila za sabo, kar mi je dajalo, bom rekla, veliko notranjega zadovoljstva. Zato tudi jaz takrat nisem bila v taki dobri koži, ali pa nisem bila v polni pristni prisotnosti, kot sem recimo zdaj. Ker sem neke stvari, ki so me
To velikokrat ženske naredimo, ne? Stopimo v zakon, dobimo otroka in potem pozabimo na vse tiste drobne radosti, ki nas polnijo, ne? In potem mine 10, 15, 20 let in si v bistvu izmučena, iztrošena ženska, ki se nekje na poti izgubila, zato ker je pozabila, da mora tudi zase poskrbeti, ne? In tako je bilo tudi pri meni. In potem, ko sem se pri 46 že drugič ločevala in še ostala brez službe, je to bila za mene res ena velika osebna kriza. In takrat sem jaz vedela, da moram res spremeniti svoj način delovanja in bivanja. In takrat sem v bistvu prišla do joge, veliko sem hodila, denarja itak nisem imela za nič. Hoja v naravi je ena izmed najbolj terapevtskih stvari, ki jih sploh lahko ljudje izvajamo. Zato ne rabiš nič drugega kot obuvalo, čas, pa pojdi v naravo. Narava tudi vstopnic ne prodaja. Točno tako, niti vstopnic ne prodaja. Kaj pa narava zate naredi, to je neverjetno, koliko je meni takrat narava pomagala, da sem se opolnomočila, koliko modrosti sem počrpala tudi ven iz narave. Imela sem staro sinovo kolo in sem se potem začela z njim voziti in okusila, kako je krasno biti na kolesu, pa se nekam odpraviti. Za nosom. Pohorje imamo Mariborčani pred vrata, tudi to nič ne stane, kot pa to, da se obuješ in greš v breg, tudi če mogoče ne prideš na začetku do vrha, pa pač greš do koder prideš, ne? Ja. In tako se je potem to začelo razvijati in to je še danes vse ostalo v mojem življenju. Vsaka čast. Torej si z težkih življenjskih situacij si našla notranjo moč skozi naravo, pa si našla in tudi hobi, ki te krepijo. Ja. In to so postali v bistvu moji rituali, ne? To so te drobne prakse, o katerih sem prej govorila, ne? Da sprememba se ne zgodi čez noč in da ljudje, ki hočejo narediti veliko spremembo, običajno odnehajo, ker motivacija jih ne bo peljala čez tisti prag, da vztrajajo, ampak bojo odnehali. Če pa ti male korake delaš vsak dan, to tako ponotraniš in potem to ostane s tabo. In to te potem pripelje v te dragocene spremembe, ki se potem vidijo navzven in navznoter. Najlepša hvala tebi za to, da si zdaj tako iskreno povedala, ker to lahko podpira veliko ljudi. Emocionalno nasilje. Kako misliš, ženske s česa lahko se začnejo, če se soočali in če so opazili, zdaj pa tudi berem ta knjigo, zakaj to počnem, o moških, ki na tak način se obnašajo. In kaj bi svetovala takim ženskim nasplošno, ker sigurno vem, da gledajo blog in ta temo, ker občasno o njej govorim, za njih to je tako pomembno, mogoče tvoje mnenje. Ker ženske smo zelo sprejemljive, zelo tolerantne, zelo spuščamo stvari mimo, ne postavimo jasnih meja, zdravih meja in dopuščamo neke stvari, ki jih ne bi smeli dopuščati. Zdaj, najbolj pomembno je se vprašati, zakaj sem v takšnem odnosu, da dopuščam čustveno nasilje. Ker se vedno najdeta dva, ki, jaz temu rečem, se zibata na tej peklenski gugalnici. Eden izvaja čustveno nasilje, eden ga dopušča in potem je to eno zibanje sem in tja, dokler se pač, ne vem, ali on umakne ali umre, ki izvaja čustveno nasilje, ali pa ta gre stran. Ampak v odnos vedno prideta dva, ki se dopolnjujeta v ranah. Torej, tisti, ki izvaja čustveno nasilje, je bil verjetno tudi sam nekoč odraščal v okolju, kjer se je izvajalo čustveno nasilje. Ali nad njim, ali pa ga je videl. Ker je oče nad mamo in potem je mislil, da to je pač tako normalno in je potem on to delal svoji ženi. Ali pa se čustveno nasilje tudi izvajalo nad njim in ker je tako zelo ranjen, ranjeni ljudje ranijo druge ljudi. Pa ne zdaj to, da jaz branim ljudi, ki delajo čustveno nasilje, ker to je neopravičljivo. Tako da eni in drugi bi se morali vprašati, zakaj jaz to počnem, zakaj imam to potrebo, da to počnem, ta druga stran, zakaj to dopuščam.
in potem, ko ugotoviš, zakaj to dopuščaš, oziroma zakaj to počneš, imaš izhodišče, da začneš neke stvari spremenjati, ker to so škodljivi vzorci, ki uničujejo tako človeka, kot odnos, kot družino, kot družbo. Ne? In ta patriarhalna družba, ki v bistvu zelo nadstopa žensko, ni zdrava. Morali bi iti daleč v preteklost, da bi raziskali, zakaj se pač je to začelo sploh izvajati, ampak dejansko je, da se vleče to že generacije in generacije. In ni zdravih odnosov zaradi tega, ker mora biti oboje uravnoteženo, oboje mora biti zdravo, brez ženske energije, ničesar v naravi ni, brez moške energije pa tudi ne. Ampak šele, ko sta oba dva zdrava, celovita, se lahko ustvarjajo zdravi in celoviti odnosi. Pa spet prideva na začetek najinega pogovora, komunikacija, več poslušati, manj govoriti, spoštljive odnose ustvarjati, povezati se na srčni ravni, pogledati, kaj lahko jaz pri sebi spremenim, zato da bi bil odnos boljši. Če pa je odnos že predaleč bolan, pa je... Pa posebej še so otroci. Če so otroci in če se to ne da več peljati na neko zdravo skupno pot, je zagotovo boljši korak stran, pa sam pozdraviti najprej rane, ko pa biti v takem toksičnem odnosu. Ne. Moj oče je Egipčan, tam je tudi izjemno močna patriarhalna družba, ženske so zelo, bom rekla, omejene v svoji svobodi in tudi moj oče je to že želel v svojem družini, torej z mojo mamo, pa midve sestro, je to zelo nadvladal, to svojo patriarhalno vlogo, mamo vse bolj stiskal v pest in je tudi ta zakon razpadel. Ker to ne moreš vzdržati. To kratenje svobode, ker to ni zdravo. In tudi tukaj je bilo veliko čustvene manipulacije. Ja, res, to je res kratenje svobode. To je kratenje svobode, ja. Ampak odzadaj je strah, odzadaj je nadzor, odzadaj je ljubosumje, zavist, preprečevanje, lastninjenje. In to so vse tako nizke energije, ki ne morejo nič zdravega prenesti. Ker ljubezen ni nadzor, ljubezen je svoboda. Še ena dobra kombinacija besedna je ljubezen in svoboda sta krili iste ptice. Lep izraz. Torej, če nekoga ljubiš, ga ne stiskaš, ampak mu daš svobodo. In potem je to uravnoteženo lahko. Kako misliš, kakšna je vloga ženske v odnosu? Meni se zdi ključno, tako kot sem rekla, ljubezen in svoboda sta krili iste ptice. Da drug drugega spoštujeta v njuni edinstvenosti, pristnosti, v tem, kar ona dva sta. Seveda govorimo o zdravih, celovitih, zrelih osebnostih, kjer je to sploh možno potem gojiti. Da je komunikacija spoštljiva in iskrena. Da se znajo spoštovati in postavljati zdrave meje. Da ne kratiš svobode nekomu, ampak mu dopuščaš, da je še on, ne glede na to, da je v odnosu, je on še vedno individualna oseba, za svojimi željami, za svojimi strastmi, za svojimi cilji, za svojimi sanjami. In tudi, če sva midva skupaj, ne pomeni, da se morajo zdaj eden drugemu podrediti ali pa odreči sebi in svojemu življenju. Zdrava ljubezen pomeni, da se drug drugega podpirata v rasti in da sta skupaj še boljša, kot pa če bi bila vsak za sebe. Ali pa še skupaj še več dosežeta, kot pa če bi bila vsak za sebe. Naloga ženske, oziroma ženske in moške energije, če se zdaj tega dotaknem, tako ena in druga energija ima svoje zakonitosti, tako kot je yin in yang, skupaj se pa komplementarno dopolnjujeta. Nobena ni več ali manj vredna. Moška energija je bolj fokusirana, bolj odločna, bolj ciljno usmerjena, je usmerjena v iskanje rešitev, gre premočrtno k temu, kar želi doseči, kot puščica v bistvu. Ženska je pa ta mehka, nežna, sprejemljiva, povezovalna, pretočna, lahkotna energija, ki je bolj v stanju tukaj in zdaj biti in ne vedno v delovanju,
ampak da ona za intuicijo začuti, kdaj je čas za akcijo, kdaj je čas za počitek, temu sledi in moški energiji da ta varen pristan, da on lahko v bistvu se izstreli in se vrne nazaj. Ne? In je potem to en taki ples nastane med moško in žensko energijo. Ne? Da ženska je čvrsta v sebi, da zna držati energijo, da jo življenjski izzivi ne premetavajo, ampak da je čustveno stabilna. Hkrati pa, da ni vedno v delovanju, ampak tudi v tem počivanju in zna potem tudi moškega povabiti v ta počitek, da se tudi on obnovi. Ker tudi za moške ni dobro, da so ves čas v tem tekmovanju, v tem hitenju, v tem večnem delovanju. In ženska ima to nalogo, da zna narediti to prijetno okolje, energije, zato da lahko si v tukaj in zdaj. Si rekla, da nekje pri 10 letih si se preselila v Slovenijo in začela govoriti slovensko. Mogoče bi kakšne nasvete za starše, ki so se preselili, ne vem, ali iz Slovenije ali v Slovenijo, si zamenijo državo, da kako lahko pomagajo svojim otrocem, kako njih lahko podprejo. Za mene je bilo to takrat res zelo težko obdobje. Jaz sem bila res v stiski. Moja mama je res sredi noči je šla iz Nemčije z enim kovčkom pa z 2 otrokoma. Ne? Jaz nisem dobro govorila slovensko, morala sem iti potem takoj naslednji teden v šolo. Mama si pa je morala ustvariti novo eksistenco in je veliko delala in se nisva videvali. In sem imela takrat občutek, da nisem izgubila samo očeta, ampak tudi mamo. Saj sem imela babico pa dedka, ampak ta prehod, to izruvanje iz enega življenja pa takoj v eno drugo življenje, ti se pa sploh ne moreš prav ugnezditi, je zelo, zelo naporno. Oziroma za otroka skoraj da nepremagljivo, ker se soočaš z stiskami, s katerimi se nisi prej nikoli. In takšne selitve vedno vplivajo, tako na starša kot na otroka. Najbolj pomembno je takrat, da so starši otrokom res v oporo, da jim povedo, zakaj so se preselili, da jih ujamejo v teh stiskah, da jih potrdijo v teh stiskah, da niso sami, da jih razumejo, da vedo, da je zdaj to eno obdobje prilagajanja, ki pa bo prineslo veliko dobrega. Ker taka selitev ni nikoli lahko miselna, običajno vsaj ni lahko miselna. Je vedno neka situacija od zadaj, zakaj se je družina odločila za premik v neko drugo državo. Da ostanejo povezani, da se čutijo, da se pogovarjajo, da res pomagajo otrokom čez to prehodno obdobje, zato da se lažje z manj bolečinami ugnezdijo v neko novo okolje. Torej, če sem prav slišala, prvo, da naj razčistijo maksimalno odprto, kar se dogaja. Tako. In drugo, da mogoče imajo kakšne rituali skupni, pogovori. Tako. Da se otroci še vedno čutijo del družine, čeprav se je družina fizično premaknila drugam, da še vedno čutijo ljubljenost, sprejemanje, pripadnost, čeprav se soočajo z nekimi stiskami, da jih starši ne bodo zapustili, da tudi če so zdaj v nekem drugem okolju, ker se soočajo z drugačnimi zahtevami, kot so bili recimo vajeni iz domačega okolja, da bo iz tega nekaj dobrega prišlo. Da bodo se naučili drug jezik, da bodo spoznali nove ljudi, da bo boljša prihodnost, da bodo imeli več priložnosti, da ta pogovor, da ne zamre, da starši ne zatajijo, ampak da res dajo karte na mizo, pa se z otroci pogovorijo. Ja, to pa o otrocih pogosto ne mislimo, pa naj bo šel, tam že bodo njega. Bo se že znašel, ne? Pa ni tako, vse se otroci znajdejo, ampak v taki čustveno zahtevni situaciji se zgodijo rane in te rane ostanejo in ne zginejo, tudi če mi odrastemo. Če te rane niso bile nagovorjene, pozdravljene ali pa da se jih sploh ni sprožilo,
v nasprotnem primeru jih nesemo v prihodnost, v naše naslednje odnose in vplivajo na naše izbire. In to so tiste rane, ko smo se prej pogovarjali. Če si ti ranjen v sebi, neseš to v odraslo dobo, ker ta stiska, ta bolečina ostane s tabo, ne zgine nikoli, čustva nikoli ne izginejo, tudi ne, ko smo odrasli, samo nekam poniknejo. In potem stopamo v neke odnose in ti odnosi vedno znova pritisne na te rane. Vedno znova. Dokler se z njimi ne soočamo, ampak otroci ne vejo, se ti ne veš, da je tebe nekaj tako zelo prizadelo, ti samo neki obrambni mehanizem narediš okrog te rane. Naprimer, jaz sem bila takrat v tistem času, sem je ne takoj, ampak potem, ko je puberteta prišla, meni se je že toliko enih čustev nabralo, ki je iskalo prostor za izraziti. In ker nisem imela prostora povedati, kaj me žuli, sem postala vedno bolj jezna. In ker jeze tudi nisem smela izraziti, sem postala trmasta ali pa se zavila v molk. In sem trmasto molčala, jaz se nisem pogovarjala. Ker sem mislila, da bojo takrat pa spoznali, da mene nekaj muči, da mene nekaj boli, da me nekaj prizadelo. Ampak odrasli se na to mojo reakcijo niso znali odzvati. In jaz sem odraščala z tem vzorcem. In potem sem jaz prišla v odnos z partnerjem in ko sem bila jezna, se nisem pogovarjala. Sem se zaprla v molk. In to ni zdrava komunikacija. To je nezrel odziv na bolečino. Ampak ta bolečina nastala enkrat v preteklosti, ko sem bila otrok. Šele ko sem bila res v tej moji osebni krizi, ko sem jaz začela raziskovati, zakaj se ti v življenju neke stvari zgodijo, zakaj se ti neke situacije ponavljajo, zakaj ti en zakon razpade, pa ti drugi zakon razpade. Se res začneš spraševati, pa dobro, pa kaj je z mano narobe? Kaj delam narobe? Pa se delam vse tako, kot se od mene pričakuje. Ko začneš potem ti raziskovati in greš vedno bolj globoko v sebe in se vprašaš in iščeš in kopaš, prideš do teh izvornih ran, zakaj si neki obrambni mehanizem razvil kot otrok, ki ti pa v odrasli dobi sploh nič ne služi, ampak ti vedno znova nakopa nove rane. In situacije polne bolečine, polne drame, polne kaosa, polne te čustvene nasilja. Ker kot ženska izvajati molk nad moškim je tudi čustvena nasilje. Taka pasivna agresija. Točno to. Točno to. Ampak to prvič v mojem življenju vidim človeka, ki o tej svoji izkušnji odprto govori, ki jo predelal in ki je razumel, da to je bila pasivna agresija. Večina ljudi sploh tega ne zavede, misli, da to so ostali slabe. Vedno kažemo s prstom na drugega, ampak v takem odnosu sta vedno dva, ki svojih ran nista pozdravila. In potem se preigravaš z temi čustvenim izseljevanjem. Moški na svoj način, ženske na svoj način. Ker tudi najedanje, nenehno nadzorovanje partnerja, pričakovanje, da mora tak narediti, ker si se ti tako odločila, da mora tak narediti. Ali pa ta, bom rekla, pasivno, agresivno vedenje v obliki molka, dretja, izseljevanja. Če bi me imel rad, bi to pa to. To so različne oblike čustvenega izseljevanja. Veliko je obrazov čustvenega izseljevanja in ne izvajajo ga samo moški, ampak ga izvajamo tudi ženske. In pri tem moramo biti zelo, zelo brutalno iskrene, si to priznati, naliti čistega vina, pa pogledati, zakaj to počnemo, prevzeti odgovornost za to in potem to popraviti oziroma pozdraviti. Ker potem, ko to pozdraviš, tega ne počneš več. Niti ne vstopaš v take odnose. Druga kvaliteta življenja. Točno to. Ne dovoliš, da bi to kdo nad tabo izvajal, niti ne vstopaš v take odnose, še manj pa si dovoliš, da bi ti to počel nekomu drugemu. Ne delaš več tega, ker dozoriš, postaneš zrel in se zavedaš, da so tvoje čustvene reakcije, tvoj čustveni odziv tvoje. Nihče drug ni odgovoren za tvoja čustva. Tvoja čustva so tvoja. Če te pa nekaj zaboli, kar je nekdo drug tebi naredil, moraš pogledati, zakaj te to boli. Kaj je v meni to sprožilo? Zakaj se je v meni sprožilo to čustvo?
In ko se poglobiš in ugotoviš, aha, to je to, v redu, sprejmem, razumem, se poneguješ in potem se zrelo odzoveš. To pa neko idealno vesolje. Ja, to je čustvena zrelost. Ne? To je ta pot, da gremo ven iz čustvenega izseljevanja in prevzamemo odgovornost in postanemo čustveno zreli. To ni od danes na jutri. To je veščina, to je zrelost, ki jo lahko vsak dan vadimo in se mojstrimo. S tem se nismo rodili. Ampak starejši, ko postajamo, zrelost ni enako odraslosti. Mi smo lahko odrasli po številu let, v sebi pa nismo zreli. Ali pa obratno, so najstniki, ki so veliko bolj zreli, kot pa nekdo, ki bi lahko bil recimo njegov starš ali pa stari starš. Ampak zrelost je ravno ta čustvena stabilnost. Ne? Mislim, da knjiga to je otrok. Je, to je moja hčerka, ki je nimam. Prosim njeno zgodbo. Poletela se je rodila v času korone. Res je, da me je že veliko ljudi, meni dragih oseb, ki me že dolgo poznajo, me spremljajo, poznajo mojo zgodbo, spodbujala, da bi napisala knjigo. Da sem polna modrosti, da sem toliko hvala lepa, da sem toliko enih stvari ozavestila. In ne samo, da sem jih ozavestila, da jih znam povedati na preprost način, da jih vsak razume. In potem se je zgodila korona in smo bili naenkrat doma, odrezani od družbenega in socialnega življenja. Jaz sem strastna potovalka oziroma strastna popotnica po svetu, zelo rada potujem. In takrat so vsa moja potovanja v bistvu bila odpovedana, ker se pač nikamor ni dalo iti. In potem sem naredila to, kar pač na ženska naredi, kadar ne ve, kako naprej, se ustavi, se umiri in se vpraša, kaj lahko naredim s tem, kjer sem, da dobim neki impuls, intuitivni, kaj lahko naredim iz tega, kar ta trenutek pač je. In intuicija je rekla, veš kaj, Suzi, zdaj imaš pa čas, napiši to knjigo. Zdaj imaš pa čas. Drugače bi bila na potovanjih, zdaj imaš pa čas, da napišeš knjigo. In sem se, povod je pa bil povabilo od ene kolegice, ki je še pred korono izdala knjigo in je nekatere Slovenke povabila k sodelovanju, da so dodali en delček svoje zgodbe v njeno knjigo. In ko sem jaz tisto mini poglavje pripravljala, sem jaz v sebi začutila, koliko jaz res imam v sebi, da bi povedala, da bi zlila na papir. In potem se je zgodila korona in sem se usedla in sem najprej zložila vse, kar sem jaz že do takrat napisala. Napisala sem pa veliko stvari, ker moderiram dogodke, pa je bilo polno nekih lepih misli, veznih besedil. Predavala sem lahko del predavanj, člankov, ki sem jih napisala, sem si vstavila noter, ker so tudi ti članki bili vedno z nekim posebnim namenom napisani. Potem sem 10 let vodila Združenje poslovne odličnosti Slovenije in sem tam kot predsednica vedno imela pri vsakem dogodku tudi uvodni nagovor, ki so tudi vedno imeli eno sporočilno vrednost, težo besed in sem še to noter zložila. Sem videla, jaz sem pa že res dosti napisala, tako v življenju. In ker je to vse bilo tudi nekako se je videlo skozi, pa bloge sem že takrat pisala, določene zapise pa sem jih objavila na Facebooku. In sem še to noter vgradila. In sem pa rekla, zdaj pa ti to lepo poveži skozi svojo življenjsko zgodbo in vse, kar si se naučila. Ker vsak ta nagovor, članek je bil na neki točki. Kot da bi potem z knjigo, z vsebino začela ti pike povezovati. In tako se je dejansko je nastala avtobiografija, ampak skozi mojo avtobiografijo se zrcali polno osebnostne in duhovne rasti. In kaj se v bistvu skozi vsako situacijo v življenju, torej vsi nosimo svojo zgodbo, vsi imamo
grenke, trpke, boleče izkušnje, preizkušnje, ampak v vsaki tej preizkušnji je v jedru tudi darilo, ki ga pa prejmemo, ko spoznamo nauk iz te preizkušnje. In to se zliva v bistvu skozi celo mojo knjigo, ne. To sem doživela, kaj me je to naučilo, kam me je pripeljalo. Pa je prišla naslednja preizkušnja, ki je bila še težja, kaj sem se naučila, zakaj se mi je zgodila, kaj iz tega lahko naredim. In mislim, ne, se ta spirala, ko se ti v otroštvu zgodi neka bolečina in te najprej spirali po življenju čez težke preizkušnje, ampak potem, kako lahko iz tega res potegneš rdečo nit in greš po spirali navzgor, zato da se prečistiš, opolnomočiš, ozavestiš, pozdraviš, dosežeš čustveno stabilnost, čvrstost, duhovni preboj in se res potem kot ena opolnomočena, ozaveščena, pristna ženska postaviš v svoje življenje in iz tega potem gradiš svoje življenje. Prvo imam mravljice po koži od tega, drugo pa, torej si res vzela vsako težko situacijo življenja kot delavnico. Ja, je globoka samorefleksija, ne, ni enostavno, ker se res spustiš, sam sebe pelješ v temno noč duše, jaz temu rečem. Veliko ljudi si za to poišče pomoč in je tudi povsem upravičeno, da si jo. Veliko lažje je, če ti nekdo drži prostor in te pelje skozi ta proces. Ne. No, jaz sem to naredila sama. Ne? Sama. Moj način soočanja in sproščanja čustev je pisanje. Pisanje je ena oblika psihoterapije. Ja. Ne? In ko sem jaz res bila v nekih situacijah, ali pa karkoli še danes, jaz vedno pišem. Ne? In ko ti pišeš, ti res se soočiš s svojimi čustvi, jih zliješ, jih vidiš, jih prepoznaš in jih lahko spustiš od sebe, kot da si se odvezal od čustvenega naboja, ki bi te držal v krču, ki jih res sprostiš, ne, ampak na varen način jih sprostiš. Nimam besed. Ker ne morem si predstaviti, da je tako možno, da kakšno, to pa res kakšno pot si naredila. Se šele zavedam, da ni to samoumevno bilo, da sem se jaz sama s sabo lahko na tak način soočala. Ne? In da sem res tudi potem sprejela vso odgovornost za propad svojega življenja, ker sem jaz bila igralec v tem svojem življenju, ampak nisem bila zavestni igralec. Ne? Jaz sem se samo odzivala na življenje, nisem pa stala v svojem življenju. To pa je bistvena razlika. Ne? Ali ti stojiš v svojem življenju in ti iz sebe ustvarja svoje življenje, ali si ti tam v zunanjem svetu, sredi kaosa, sredi nemira in te samo premetava in se samo odzivaš na vse te zunanje dejavnike. To je največja razlika in to je čar ženstvene energije. A bi lahko mogoče zdaj, ko gremo proti koncu, imam dva vprašanja. Prvo, kar bi želela povedati našim gledalcem, mogoče kako želje za naprej. In drugo, kako misliš, v čem je smisel življenja? Torej, moje želje ali pa to, kar jaz čutim v sebi kot svojo pot, kot svoje poslanstvo je, veliko nosim v sebi, kar bi lahko dala torej ženskam, družbi, delovnim okoljem, da bi sebe opolnomočili, gradili boljšo komunikacijo, boljše odnose, lepše življenje za vsakega od nas, ker na vse zadnje si vsi to želimo doživeti. In moje sporočilo oziroma smisel življenja je ravno o tem. Čarobnost življenja ni v pridobivanju materialnih dobrin. Ne, da to ne pomeni, da ne bi smeli uživati v radostih, ki jih nam da materialni svet. Nevarno je samo, če postanemo njegov suženj. Ključno je, da živimo svoje življenje v nenehnem stiku sami s sabo, osrediščeni v sebi, da damo v svet svoje darove, svoje talente, da z njimi delamo boljši svet, gradimo boljše odnose, lepšo komunikacijo, ker v takem svetu nam je vsem lepo
In največja resnica oziroma lahkotnost v tem je, da ne rabimo niti čakati na koga drugega. Mahatma Gandhi je rekel, genialni stavek, bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu. Torej, če sam postaneš sprememba, ki jo želiš videti v svetu, dodaš s tem svetu nekaj več, ga spreminjaš na boljše. In če bi to vsak pri sebi naredil, bomo zgradili svet takšen, kot bi ga želeli imeti. Tako naše idealno vesolje. Ja. In jaz verjamem, da bomo ga zgradili. Res, včasih ne zavedamo, kako lahko drugemu pomagamo. Z neko besedo, z neko podporo, vsaj z nekim namigom. Res je. Ampak mi pogosto tako živimo in ne opazimo, da to je neka modrost. Drugi pa, ko sliši, to pa moraš zabeležiti, to prav je. Hvala ti. Tebi hvala tebi, Nadja, za povabilo, in jaz se bom poslovila od tebe in tvojih sledilcev z arabsko besedo, ki izraža spoštovanje do človeka in do dogodka, ki smo ga midve ustvarili, in to je mašalah.